To pomeni, da je ravno obratno, kot ljudje mislijo. Torej, mi plačamo vsako sekundo za predvajanje na televiziji, da si kupimo svobodo govora. Biohacking ni namenjen bogatim ljudem. Biohacking, najmočnejši biohacking, je v resnici ta, ki so ga živeli naši predniki. Adaptogeni so se pojavljali povsod, v legendah, v mitih, na cesarjevih oblačilih. To je izjemno potentna zadeva. Tale mislim, da je Cordyceps militaris. Ampak telo ni stroj, da boš ti samo oddelke gledal. Kitajska tradicionalna medicina gleda na telo kot na vrt. Če ne bi imela adaptogenov, če ne bi imela vsega tega, jaz bi zgorela do te mere, da en let me ne bi mogli s posle premakniti. Pademo v eno stanje spremenjene zavesti, kjer rastlina komunicira z mano. Jaz sem ekstremist, ki se zdravi. V današnji epizodi se javljam iz gozda, kamor se je skrila ena bolj znanih voditeljic, ki ozavešča za zdravje vseh Slovencev. In v tokratni epizodi bo ona gostja. Je avtorica več kot 7 knjig ali soavtorica in zelo sem hvaležna, da me je spustila v svoj dom, kjer nam bo zaupala tudi nekaj o svojih protokolih, o svojem načinu življenja. In evo, ko mi čakam, da jo vidim in vidim, da me že čaka. Evo, pridite z mano. Jasmina, hello. Evo, hvala ti, ker si pristala na to, da prijem kar k tebi na dom. Ja, najraje imam to, veš. Ja. Kam naj boš posedla, kam se lahko skrijeva? Imam več kotičkov, glede na to, kako se obrača sonce, pa glede na to, kater letni čas je. Ampak mislim, da nam bo tale trenutek pasul hlad gozda, tako da bomo šli kar na gozdno stran. Super, pa priporočam se še za en tonik. Ja. Čakaj, povej ljudem, kakšen tonik. A veš, kaj Slovenci mislijo, ko rečeš tonik? Ti za čiščenje obraza? Ja, ali za čiščenje obraza, ali pa tonik alkohola, veš? Marija, ne tak, adaptogenov tonik. Ne bo alkohola, žal. Ne, hvala, tudi ne pijem, tako da, evo, greva poiskati. Ok, Jasmina, evo, dajva začeti takole sproščeno, ponavadi si v obratni vlogi, pa me zanima, v kateri vlogi si rajši? Raje sem v tej vlogi. Izključno zaradi tega, ker biti v vlogi voditelja, predvsem pri projektu Klepet ob kavi, je veliko več od tega. Razmišljaš, povezuješ se z gostom, čutiš ga, dobesedno čutiš ga, povežeš se povsem z njemu in moraš razmišljati na mnogo stvari, moraš razmišljati na sekunde. A veš, podcast, formati so drugačni, je tukaj dolgo, kakor je dolgo. Pri televizijskih formatih vsaka sekunda stane in moraš gledati na vsako sekundo, kdaj se začne, kdaj se konča, kdaj moraš gosta ustaviti, kdaj moraš iti na naslednje vprašanje. Gledaš zraven kadre, jaz ponavadi še poslušam režijo zraven, vse, kar se oni pogovarjajo, vse, kar se dogaja s premiki kamer, govorimo vse o 3 kamerah recimo. In je veliko mentalnih procesov, hkrati pa moraš, to je pa Oli, hkrati pa moraš v bistvu ohranjati še vse glih sproščenost, spontanost in imeti polni spekter intuicije, zato da boš resnično nek magic skreiral. Tako da, good luck. Danes mi Oli pomaga, da bo to lažje. Evo, zdaj si v bistvu eno ful pomembno stvar omenila, si rekla, je treba vsako minuto plačati. Ljudje mislijo, da si ti plačana, a ne zato, da delaš ti oddaje in da ti preprosto dobiš ful denarja, zato da to posnemaš, a ne. In mogoče deva razkriti en tak behind the scenes, kaj se v resnici dogaja. Če bi sam za minute plačevali, bi bilo še v redu, tako so po sekunde. Ampak, televizija je zanimiva reč. Je pa eden izmed, verjetno to vsak govori, ampak je pa eden izmed najbolj težkih panog. In tudi, če pogledamo, na katerem področju ljudje največ burn-outa dosegajo, se pravi, kje so najbolj izgoreli, je to definitivno področje medijev.
tukaj so stvari drugačne, kot so videti. In tudi pri klepetu ob kavi, recimo, mene je vedno bolelo pismo, zakaj ni nobenega, da pa promovira res tiste stvari, ki so pa res dobre, pa ki so res na dosego vsem. In zakaj pa tega ni, ne? In potem smo začeli nekako zgodbo klepeta ob kavi, je pa pridi, manici. Ne, zdaj gor pa ne moreš iti. Smo začeli zgodbo klepeta ob kavi in ponavadi, ja, ljudje mislijo, da mi dobimo denar od televizije, zdaj pa vi delite oddajo in to je to. To je daleč od resnice. Tukaj se je dogajalo ogromno zadev. Mi smo bili ukinjeni že ničkolikokrat, s tem, da dejansko sami plačujemo za svoj čas. To pomeni, da je ravno obratno, kot ljudje mislijo. Torej, mi plačamo vsako sekundo za predvajanje na televiziji, da si kupimo svobodo govora. Kajti, če bi bila to produkcija, ki je ne bi plačali sami, pomeni, da bi bili od zadaj podvrženi vplivom drugih podjetij in drugih agent ali političnih ali kakorkoli pač že, ki bi cenzurirali vsebino do take ali drugačne mere. Mi smo želeli imeti polno neodvisnost in zaradi tega smo šli v model, ki je dosti neverjeten za cel svet, in to je model, kjer dejansko plačamo airtime. Torej, plačamo vsako sekundo, potem pa upoštevamo, ker pač seveda tudi mi moramo preživeti in nismo odvisni od ljudi, ki nas gledajo, torej vse vsebine, ki jih ustvarjamo, so za ljudi brezplačne. In potem mi upoštevamo nekje Paretovo pravilo 80-20, kjer je 20% komercialne vsebine, kjer se priporočajo knjige, izdelki, ki so res preverjeni in tako naprej. 80% je pa striktno nekomercialne, izobraževalne vsebine. In potem slišiš, kako komentirajo. Ja, še vedno se zgodi, če nekdo preklopi in ima ravno komercialni del, pa rečejo, da jih sam prodajajo. In vsaka sezona klepeta ob kavi je bila drugačna. Ene so bile bolj spiritualne, bolj ezoterične, mogoče so zdaj še zadnje sezone najbolj prizemljene v tem smislu. Vedno rdeča nit vseh sezon je bila vedno kvaliteta življenja, dvig kvalitete življenja. Zdaj pa, kje ti začneš? Ali začneš na čustveni ravni, ali začneš na osebnostni ravni, ali začneš na energijski ravni, ali začneš na fizični ravni, to je pač pot vsakega človeka. Nam se gre za dvig kvalitete življenja, ampak vedno pa govorimo o 3 stebrih. Prvi steber so navade, drugi steber je prehrana in tretji steber so pomagala. In na tem 3. stebru pomagala pač imamo svoj seznam izdelkov, ki jih naši strokovnjaki, ki jih je pa kar nekaj, dejansko priporočajo. In nikoli pa se v okviru oddaje nikoli ni bilo rečeno, kar vemo, da je precej klasika na teh nekih TV prodajah in tako naprej, nikoli pa ni bilo rečeno, a veš, da bi človek rekel, tole pojej, nič drugega ne rabiš, tole pojej, to te bo rešilo. V resnici se borimo proti temu, kajti zelo jasno, regulativa zakonodaje prehranskih dopolnil je v marsikaterem pogledu čudna in nelogična, ampak je pa dobro, da piše, prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo prehrano. In to je treba poudarjati. Ti moraš imeti bazo. In tudi navade imajo v resnici še vedno največjo moč. Ampak ljudje to, lažje si kupiti eno zadevo, vedno, kakor pa disciplino prinesti. In lahko povem eno zgodbo, jaz zelo rada hodim v lekarne.
In poznam farmacevte, z njimi se pol pogovarjam, zanima me, da dobivam tudi tematike za oddaje, kakšne ljudje kupujejo, s čim se kaj ukvarjajo in tako naprej. In pride ena gospa, me prepoznaje z televizije in ona, joj, kako ste, Jasmina, dajte mi povedati, jaz tako slabo spim, ne morem zaspati. Dajte mi povedati, kaj naj jaz naredim, ne? In ona meni začne govoriti, kako ona gleda poročila pred spanjem, kako je 1 uro preden zaspi, ne vem, pečena reberca, da vse te zadeve. In jaz ne začnem razlagati, gospa, vi nič ne rabite vzeti, ne? Vi rabite samo tole malo premenjati pa to. In jaz ne govorim, kako bo spremenila svoje navade. Brez kakršnih koli komentarjev se je obrnila k farmacevtki in rekla, gospa, dajte mi nekaj za spanje. Tukaj smo, ne? Tukaj smo, pri tem, ne? In ja, to je eno področje, kjer še rabimo malo delati. Ja. Kako se pa ti počutiš, ko pol take stvari bereš? Po eni strani niso zadovoljni, niti ko rabijo nekaj spreminjati na sebi, po drugi strani niso zadovoljni, če jim predlagaš kakšno dopolnilo. Kako se ti recimo soočaš s komentarji, ker si že tako znana, da pol pride vse, ne, na plano? In taki, ki te ful podpirajo in taki, ki so res... Ne, s tem se tako ne obremenjujem. Jaz sem toliko let nazaj že sprejela, da sem čudna in da se sploh ne obremenjujem se s tem. Ja. Niti drugi, pa no, zdaj pa še, To smo taki naravi, v ljubezni. Ja, kako si ti sploh prišla v to? Rekla si, da si že od 12. leta padla not, toliko sem te spremljala, da sem to zaznala. Kako se je to sploh zgodilo, da si pristala in rekla, evo, jaz bi potem rada izobraževala? Po naključju, bom rekla. V resnici se je vse začelo zelo zgodaj, zmer sem bila na odrih, zmer sem nekaj recitirala, vodila, povezovala. Tako da to je bil tisti en del. Drug del Jasmine je bil pa ta, ki je bil malo ranjen, malo v pomanjkanju pozornosti, hkrati pa zelo zvedav del mene in radoveden mi je dal zelo jasno vedeti, da je ljudem zelo pomembno zdravje. In jaz sem imela, ali pa verjetno še imam, en program v sebi, da če nisem ljudem koristna, nimam dovoljenja, da živim. Da sem nič vredna, če ljudem nisem koristna. In jaz sem od majhnih nog že začela ogromno literature brati, tretje, nabirati znanje, zaradi tega, če se bo slučajno kdaj zgodila situacija, da bo nekdo nekaj me vprašal ali pa da bo nekdo rabil pomoč, da bom jaz lahko koristila. S tem je bil povezan in moj ego in ogromno nekih preživetvenih nagonov, se pravi biti koristila. Zato me je zdravje od štarta zanimalo. Od vedno me je zanimalo zdravje in po končani srednji šoli, ker sem že v srednji šoli imela 2 službi v resnici, delala sem na radiju, delala sem v knjigarni, nekaj časa pa tudi v trgovini s spodnjim perilom, poleg srednje šole. Srednjo šolo sem zaključila, torej ekonomski tehnik, sem pridobila poklic kot zlata maturantka z vsemi možnimi točkami. To je bil briljantnih maturantov, nas je bilo tisto leto 13 v Sloveniji. Svaka čast. In spomnim se, da mi čestita župan občine Celje in reče, takšen up slovenskega gospodarstva, v katero smer bo pa šel, ne? In jaz rečem, da grem na zdravstveno fakulteto, ne? Jaz pridem na zdravstveno fakulteto, Nina, moj bog, jaz nisem vedela, kje je Stegnenica. Jaz nisem vedela nič, tam so bili vsi iz zdravstvene srednje šole. In jaz sem se preselila v Ljubljano, kljub temu, da sem imela službo na radiju v Celju. Jaz sem se preselila v Ljubljano, tako je dobila službo tam na ljubljanskem radiju, to je bil Radio Antena, in študirala. Po 8 ur na dan sem se učila anatomijo prve 3 mesece, pri doktor Dahmane sem upravila izpit nadpovprečno dobro in presenetljivo, je bilo pa veliko študija in potem na eni točki sem začela delati tudi na televiziji,
Kaj je bila prva? Na Golici. Golica? Golica TV, slovenska narodno-zabavna glasba je meni še vedno zelo blizu. Potem v eni točki se je zgodil moment, da se je moja ljubezen do medijev in do nastopanja in do vsega tega združila v resnici z mojim poslanstvom zdravstvenih tehnik. Iz zelo preprostega razloga. Jaz sem v času na zdravstveni fakulteti, to je res fantastična študij delovne terapije, imela ogromno prakse. Na kliničnem centru, v domu starejših, na kliničnem centru sem delala na amputacijah, na nevrološki kliniki, na travmi, na Soči, v rehabilitacijskem centru. Ta študij v bistvu si skozi na terenu, kar je super. In jaz sem videla, da to ne bo zame. Enostavno, da to ne bo šlo. Tukrat sem videla, da je sistem zaradi sistema sprejemal odločitve za sistem, ne za pacienta, da enostavno ni šlo. Spomnim se res, bila sem na pljučnem oddelku, eni gospe so pumpali sluz ven iz pljuč in to je tako kričanje zraven, da ni srhljivke, ki bi lahko to ponazorila. In jaz sem stala pred vrati, ker pač noter nisem mogla biti, in sem stala pred vrati takole naslonjena in pol vidim tam jedilnik, s čim to bogu gospo futrajo vsak dan, in sem videla, to so sami jogurti, sami siri, sami mlečni izdelki. Kar pa sluz povečuje. Kar sluz povečuje, pol jo pa takole matrajo in sem rekla, to je grozodejstvo. Pol sem bila na amputacijah, razumeš, je bila gospa, ki sem delala z njo sploh še dojela ni, da nima noge, zaradi diabetesa jo je izgubila, ni dojela, da nima noge, oni so njo že domov pošiljali. Take stvari so bile potem, ki so ti res dale misliti, in res me je srce bolelo in sem rekla, jaz ne bom mogla. In ko sem rekla, jaz ne bom mogla, sem se spomnila, da pa vendarle že toliko let delam v medijih, in sem ugotovila, koliko lahko mi veliko naredimo, če dejansko živimo in delamo na preventivi. Se pravi, da sploh ne prideš do tega momenta, da rabiš klinični center. Da sploh ne rabiš priti do zdravnika in do vsega tega, ne zato, ker bi bili tam slabi ljudje. Jaz verjamem, da ni zdravnika na tem svetu, ki bi bil slab človek, da se odloči za ta poklic. In vemo tudi, kakšna problematika je v Sloveniji z bodočimi zdravniki in tako naprej. Jaz mislim, da bo ta problem še vedno večji, ker je to odkrito suženjstvo za mnoge, kar priznajo tudi tisti zdravniki, ki so šli ven iz sistema. Tako da na ta način se je potem vse skupaj sestavilo. Nikoli nisem na to računala. Jaz, če bi sama bi si izbrala, da pri 25 letih spoznam ljubezen svojega življenja in imam do 30 3 otroke in potem do 35 še 2 posvojim, da živim eno mirno življenje z hišo, vrtom, mogoče za klasično službo, ampak pot je bila pa potem drugačna, precej drugačna. Jaz verjamem, da vsi, ki tole zdaj ne poslušajo ali pa gledajo, da si niso predstavljali, kakšna globina je zadaj, da ti lahko tako samozavestno nastopaš, imaš vse te stvari pod kontrolo, greš čez tako kariero, tako da po mojem to marsikomu zelo zanimivo slišati. Zdaj za ta bo že 12. sezona, Klepeta ob 13. Klepeta ob kavi. Zdaj jih neštejem več. Zdaj jih nešteješ več, koliko pa ena sezona ima oddaj? Ne vem, ampak vse skupaj jih je že bilo več kot 6 000. Več kot 6 000. Kaj od vseh teh 6 000 je kakšna posebej, ki ti je ostala v spominu, ali pa je kakšna stvar, ki se je zgodila? Ena, na kateri v resnici sploh nisem bila, ker sem rodila takrat. In je bila moja ta mala stara 2 tedna po moje. Imeli smo snemanje o kontracepciji z 3 gostjami, ki se pač niso strinjale glede pogledov. Mi nismo hoteli, da smo oni alternativci, ampak smo rekli, govorili bomo o kontracepciji,
dajmo nekoga čist iz medicine, uradne medicine, ginekologa, ki je za to pač poklican v tem smislu. Dajmo potem slišati enega nutricionista, enega holističnega, a ne, v tem smislu. V glavnem mene kličejo na snemanje, iz snemanja me kličejo in rečejo: Jasmina, steple se bojo. Pa se jaz mislim, ne, se zabavate. Ne, brez heca. Jokale so se že, zdaj se bojo že steple. In je bilo res je bilo hudo, to so bile solze, vse, komi, da so ne vem karkoli posneli. Jaz verjamem, da če bi bila tam, bi malo drugačen red naredila, ne? Ja. Ampak vse glih bilo je zelo pestro in zelo burno. Medtem, ko je na koncu potem predstavnica alopatske medicine za kamerami vendarle priznala, da se pač boji, da bi izgubila licenco. Zaradi tega je v bistvu tukaj navijala, ampak da se zaveda, da pa vendarle so stvari. So izzivi in veš, kaj greš, tudi jaz sem šla ginekologo in takrat mi je začel kapati, ljudje tukaj ne vejo, res je treba nekaj narediti. A veš, tam pred mano je bila gospa, ki je govorila: ja, imam neredne menstruacije, glava me boli, vrti se mi, s ščitnico imam probleme. To govori ginekologinja, ne? Ginekologinja ni zanimalo, kaj se z njeno glavo dogaja. Ni zanimalo, kaj se dogaja z njeno ščitnico. Pač ona je tam za tisti del. Ampak telo ni stroj, da boš ti samo oddelke gledal, a ne. Kitajska tradicionalna medicina gleda na telo kot na vrt. Ja. Vse je v soodvisnosti, vse se povezuje s sabo, a ne. In meni je kričalo v glavi: joj, tale ima skurjeno nadledvično žlezo, v bistvu je že v perimenopavzi, jasno mi je bilo, kaj se hormonsko dogaja, pa vse, a ne. Ampak zdravnica je pa samo predpisala še ene tablete zraven, ki bojo samo še ves ta koktejl, ki ga je že dal za ščitnico, pa za glavo, pa še kje drugje, bo v bistvu samo še poslabšal zadevo. Kaj bi ti recimo rekla, verjetno marsikoga zanima, kaj pa ti delaš za preventivo, recimo kaj so kakšne tvoje navade, recimo od jutra do večera, imam taj, kaj so kakšne take stvari, veš, ki jih narediš, pa da bi rekla, evo, to me kar drži. Jaz sem ekstremist, ki se zdravi. Zdravi v tem smislu, da jaz hrepenim po enem takem mirnem življenju, kjer lahko v miru prakticiram vse svoje prakse dolgoživosti, vitalnosti in alkimije in vsega ostalega, ampak trenutno še vedno nisem tam. Ekstremist v tem smislu, jaz kadar sem doma, tudi kadar potujem, ves čas ohranjam smernice zdrave prehrane, zadostne hidracije, svež zrak in tako naprej. Tudi ko potujem, zelo malo časa sem v mestu, zmeraj grem potem v naravo. Ampak vsa ta potovanja, menjavanje časovnih okvirjev in časovnih pasov in vsega ostalega, snemanja, urejanje vseh ostalih zadev, ki jih je kar nekaj, to pač ima svojo ceno na telo. In a veš, ni biohackinga na tem svetu, ni dopolnil in ni naprav na tem svetu, ki bi nadomestili v resnici neke navade mirnega življenja. Ja. Da 14 dni spiš na istem naslovu, recimo, ne? Brez da moraš iti tja, pa tam ured, pa ti so red, tako naprej. Ja. In jaz se tega zavedam. In jaz bi izgorela že velikokrat, vsej za 3-krat, 4-krat sem zagotovo prepričana. In to, če ne bi imela orodij, če ne bi imela adaptogenov, če ne bi imela vsega tega, jaz bi izgorela do te mere, da 1 let me ne bi mogli s posle premakniti. In vse te tehnike sem jaz na enem trenutku začela izkoriščati preveč. V tem smislu, da ja, sem bila
vsak teden 2-krat verjetno na akupunkturi ali pa 3-krat, doma različne naprave, stroji, dopolnila taka in drugačna, sami heki, a veš, vse posod. Zaradi tega, da sem lahko vzdrževala izjemno dinamično življenje, ki pa ga ne moreš uravnovesiti niti z terapijami, niti z nobenimi drugimi zadevami. Poanta je ne samo, da ti poznaš in zdaj izvajaš vse te stvari, ampak da imaš trenutke za spontanost, da imaš trenutke za počitek, predvsem pa, da si planiraš stvari, ki nič ne delaš. Koliko ti rata? V enem tednu, recimo, bi lahko izdala, imaš en dan tak. Danes vem, da sem te dobila na tak dan. Si rekla, evo, celo do 3 popoldne nijem nič. Veš, odvisno od sezone. Vendarle pa ena smernica v mojem življenju vedno je prisotna zelo močno v zadnjih letih, tudi prej, da se gibam in da živim v skladu z letnimi cikli. To me je najbolj presenetilo, ko si v enem intervjuju povedala, ne? Da si vedno pobegala na toplo, med zimo. Ja. Zdaj pa si razen to. Jaz sem vse delala tako, kot moram delati, ne? Ampak po zim sem pa šla, ne? In v bistvu je tukaj je ta moja rana, ne? Te teme, mene je bilo tudi ekstremno strah teme kot otroka, recimo, zdaj najbolj uživam v temi, tudi čisti temi. Tudi vsak december grem za 3 dni v temo, v čisto temo, zaradi tega, da se možgani resetirajo in kak drugih zadev. Tako da sem sprejela temo in tudi sprejela sem v bistvu to res, da sem čez zimo v Sloveniji vse do prve polovice januarja. Recimo, da sem december tu, pa vse do prve polovice januarja. Ne? Pa ponavadi spet kam grem, ampak se trudimo balansirati. Sicer tlele, ko sva, to je tak miren del Slovenije, res si najdla gozdiček, ta prav. Izgleda zelo mirno, ti limutski nama skozi skačejo na ročje, eden je zaspal na svinjih nogah. Ko si prej omenjala. Tukaj je. Ja. Mislim, moj dom je maternica. Je maternica v tem smislu, da tukaj sem rodila na koncu koncev. Ja. In tukaj je moj mir, ampak premalo sem doma. Tega se pa zavedam. Koliko je stara tvoja hčerka? Moja hči ima zdaj 5 let. In koliko pa uspe, kaj s tabo hoditi okrog? Kar uspe. Zadnjič si me navdušila, si rekla, da šle na jadrnico. Nisem mogla verjeti, mislim, kaj je tazga videti, kako ti obvladuješ jadrnico. A bi lahko še par besed povedala, od kje taka TV zvezda pa upravlja jadrnico, kakor da je njen prvi dom? Veš kaj, tukaj mogoče bom zdaj zafilozofirala, ampak mi imamo vse neko ravnovesje elementov. Voda, zrak, kovina in vse te zadeve. Naši predniki staroverci imajo tudi svoj sistem razumevanja tega, se pravi, ni to nekaj povzeto iz ne vem kot. Je pa res, da je mogoče za sodobnega človeka najbolj razumljiv ta sistem, ki ga imajo Kitajci, Ba-Zi ali pa Feng Shui ali pa kaj takega. Skratka, moj element, kjer element misliš, da vam jaz najmočnejši? Ogenj. Ja. Moj element ognja je zelo, zelo močan. Zelo močan, v bistvu sem sonce, ne? Young fire, ne? To je sonce in jaz rabim, da me hladijo stvari. In mene hladi seveda voda. Ja. In tam se moj goreč se tam umiri. Ja. In je zanimivo. Najboljše članke, pa večina svojih knjig sem napisala na letalu, visoko v zraku, kjer je minus tukaj in toliko stopinj v zraku v resnici, ali pa na otokih, oziroma na plovilih, oziroma ob morju.
In tudi doma sem videla, imaš banjo in tudi sama prisegam na banjo, 3-krat na teden grem. Ja. Tudi jaz meriti svoj ogenj tja, pa včasih vidim, zdaj, da je nekako moderno dajati banjo ven iz stanovanja. pa Jaz si sem sploh ne glih kontra. predstavljam. Jaz sem glih kontra naredila. Jaz sem imela prej tuš, pa sem hotela imeti banjo. Ja. Ja, ja. A bi mi pokazala kakšen detalj tudi takih stvari, kakšen kotiček, kjer izvajaš kaj za sebe? Mogoče kakšen ga ti pokažem. Ja. No, evo. A greva pa še malo na sprehod. Lahko greva še na sprehod. Peva tam le dol. Ja. Ja, peva tam le dol. Ti pa povej, kaj je še tisto, če lahko ti izbiraš, o čem bi govorila, kaj je Ja. tisto, kar bi si še ti recimo želela predati ali pa nasloviti mogoče. Da, zaradi knjige, ki sem jo izdala, Biohacking zdravje po matrici narave, kjer opisujem zelo različne tehnike, tudi take zelo, zelo napredne, ali pa tudi kakšne pripomočke, ki so lahko zelo, zelo dragi. Biohacking ni namenjen bogatim ljudem. Biohacking, najmočnejši biohacking je v resnici ta, ki so ga živeli naši predniki. Se pravi, da greš s kuram spat, s kuram vstati. Ja, so zastonj stvari, ne? Ja, izvirska voda, zemlja, zrak, to je to. Mi več od tega ne rabimo. A ne? Ja. Vse ostale zadeve, ki so različni pripomočki in tako naprej, mi samo balansiramo škodo, ki smo si jo že v resnici naredili. No. Ja, veš kaj, tudi sem se zdaj še spomnila, ker se sprihajava, ne? Se mi zdi, da sem kar mečkan debel pogledala, ker si razlagala, kaj tudi to pomeni imeti tako trgovinco s takimi adaptogeni, ki jih ti ponujaš. Kaj to pomeni, ko ti naročaš iz katerih dežel vse? Adaptogene je treba pripeljati iz tistih držav, kjer dejansko rastejo. To ne pomeni, da jih mi rabimo. Mi imamo koprivo, ki je fantastična, odlična in je tudi adaptogen. Ampak, kadar govorimo o nekih formulacijah, nad katerimi se jaz izjemno veselim, pa mogoče bom zdaj prvič povedala nekaj super ezoteričnega, zaradi katerega bom izpadla še večja čarovnica. Jaz, ko delam z adaptogeni, ko držim rastlino v rokah, ko jo ali zmeljem, ali pripravljam, ali ne vem kaj še vse, jaz se res padem v eno stanje spremenjene zavesti, kjer rastlina komunicira z mano. In takrat se nekaj se poveže, nekaj se dejansko zgodi, da je totalen in čisti pretok, in jaz, ki mešam ali zase ali pa za bližnje, ne rabim nič vagati, ker točno vem, kako pa kaj. In včasih, ko se opazujem v tem procesu, in potem, ko grem gledat, vidim dejansko, da so to, ker gledam pa formulacije, ki so tisočletja stare, da smo si na jasnem. Umetnost je to tudi. No? Ja. Dejansko, veš, adaptogeni so se pojavljali povsod, v legendah, v mitih, na cesarjevih oblačilih. In zdaj sem videla recimo eno reklamo za en čist hud avto, ko bo prišel ven leta 2035. Najbolj futurističen možen avto, ki ima noter tudi eno tako mizico, kaj je bilo na mizici gor. Adaptogen je bil gor, iz narave. Veš. Kljub vsem tem, ne vem. Ampak ti potuješ tudi po svetu, sem videla, da si bila lih na Kitajskem, kjer si potem tudi odkrila, ne, njihove, in si verjetno tudi kaj pripeljala, boš pripeljala, si mi razlagala, kako v bistvu je treba tudi paziti na temperaturo in na vsa to uvoz, ker si nekdo misli, 30-50 evrov eno dopolnilo, v resnici je pa tle toliko enega in dela in ohranjanja, ne vem, tega, ne vem, pač povej. Mi imamo deklaracijo, ne? Zdaj, deklaracije so tlele vam imela fajn. Vseče so tloma, ja. Deklaracije so tak. Veliko stvari, najbolj bistvenih stvari, ki bi mogle biti na deklaraciji, jih ni v resnici. Bistveno je, kje rastlina raste, bistveno je, kakšne ima pogoje, bistveno je, kater dan je bila pobrana, bistveno je, kdo jo je pobral, kakšno energijo je imelo, podjetje, kakšno energijo ima podjetje zadaj, a oni izkoriščajo delavce ali ne izkoriščajo, to so stvari, ki jih nimaš napisane. A so uporabljali pesticide in tako naprej, imaš neke standardne certifikate, ki govorijo o tem
in ti nekaj garantirajo, ampak to ni dovolj. Jaz imam poln potni list, enkrat sem si mogla potni list, ki mi še ni potekel, sem si ga mogla iti zamenjati, ker nisem imela več prostora za štemplje noter. Jaz imam poln potne liste zaradi tega, ker res hočem rastlino videti. Hočem jo videti, kje raste. Hočem spoznati ljudi, ki jo pobirajo. Hočem videti, kje se to suši. A je zraven, ne vem, karkoli je. In tega ne moreš, to te lahko okrog prinesejo. To moraš iti tja, moraš spostaviti odnos. In jaz njim povem, jaz nisem tam prodajalec pa kupec. Jaz njim povem, kaj mi delamo v Sloveniji. Jaz njim povem za projekt. In potem oni to razumejo in oni nam grejo na roko zaradi tega, ker razumejo ta projekt in razumejo, da nam je primarno izobraževanje, da priporočamo. Da ne izkoriščaš tega zdaj za neko turizem in tako. Tako. In potem dajo tudi druge pogoje in res dajo najboljše stvari in najboljše surovine. Pa to treba seveda lepo, še vse. Dolga je ta pot. Deva pogledati, imaš ti kakšno svojo najljubšo rastlino, še za konec, ki bi nam jo lahko pokazala? Čeprav tole drevo tlele je tudi kar čudovit. Ne, lahko. Sem mislila iz tradicionalne kitajske medicine. Iz tradicionalne kitajske medicine v poletnem času, oziroma rastlina, ki je najbolj za vse ki pokriva vse elemente, vse okuse, vse principe, je Wuweizhi. Wuweizhi poznamo pod imenom šisandra. Tako da lahko pripravijo tudi čaj iz šisandre. Peva pa še ne čaj. Evo pa noter na adaptogenom napitku. Adaptogeni napitek. Bereva tole knjigico Z Bogom utrujenost, ki je prva literatura v Sloveniji, da opisuje adaptogene na en tak spoštljiv način in da malo dobijo ljudje občutek, kako pa kaj. Tukaj imamo pa mogoče moj najljubši izbor adaptogenov. Wuweizhi sem ti omenjala, jagode šisandre, ki pokriva 5 okusov. Verjetno ena izmed bolj znanih adaptogenov je Panax ginseng, ki je super odličen za moške, pri ženskah je treba pa kar gledati, kdaj pa kako, pa tako naprej. Da imava Heša-vu oziroma Hš-vu, to se v bistvu pripravlja s fižolom, to je super zadeva za ledvično energijo. Vse, kar je temno, kar vidiš, da je temnega, to je z ledvično energijo. Tukaj pa imava, tole ni adaptogen, recimo je vrtnica, pa tudi tukaj imava en zeleni čaj, zaradi tega, ker adaptogeni, primarni adaptogeni, sekundarni adaptogeni rabijo potem eno, kombinacijo, zato da se res potem vse skupaj naredi. Ne moreš ti dati skupaj, kakor smo tudi pisali v knjigi, ne moreš dati skupaj 5 kraljev, ki se bojo stepli med sabo, ampak rabiš služabnika, rabiš več nivojev. Tole je astragalus. Astragalus je perfektna zadeva, po kateri posegajo tako podjetniki zaradi možganskih zadev ali pa ženske v menopavzi. Astragalus se uporablja v obliki izvlečkov, bolj ali manj. Tudi jaz imam eno formulo za ženske v menopavzi, ki jo ful podjetniki uporabljajo, ker je totalno za možgane boost. Tako da veliko stvari imamo zdaj tukaj. Tukaj je recimo ena kombinacija, ki je v prahu. Jaz take stvari, ki so potem v prahu, to je stekleno miron steklo, jaz v tem to, da se res ohrani vse, kar se ima za ohraniti tudi na energijski ravni, ker to prezervira na ta način. Evo, tukaj pa lahko pokažem kordiceps. Kordiceps je ful draga zadeva, in zgleda pa v bistvu takole. V kakšnih formulacijah se pojavlja v majhnih količinah. To je izjemno potentna zadeva. Tale mislim, da je Cordyceps militaris. Mogoče še za vprašanje tale, koliko časa traja en pripravek, da si narediš nek napitek? Ok,
tole so vse grobe surovine, ki rabijo ure in ure priprav, da se naredijo. Govorimo o res tradicionalnem načinu. Tega večina ljudi se ne gre. A ne? Zato imamo recimo izvlečke, ki se pripravljajo in se potem dodajajo čaju nekemu baznemu, kakor imava midve zdaj tale trenutek tukaj tonik. Lahko pa se zadeva kapsulira. A ne? Če se pa kapsulira, lahko pokažem kak primer. Recimo, tukaj noter je ta je za pomlajevanje, ampak ne govorimo zdaj o pomlajevanju tipa lepote, ampak govorimo o pomlajevanju organov, maternice, jeter, vranice, črevesja, vsega ostalega. In tukaj noter je pa že kapsulirana verzija, noter je tukaj čaga, šisandra, ašvaganda in pa dodan je recimo transresveratrol. Tukaj so pa večina ljudi lažje popije, ne? Ja, lažje to vzamejo, ampak meni je to umetnost in jaz si vzamem pripravo za to. Imam pa recimo lahko tudi pokažem, imam od tradicionalnega kitajskega zdravnika. Recimo, on ti tole tudi pripravi različne pakete. Recimo tole, da si jaz pripravim, pa se potem to pije 7 dni. Tole traja 2,5 ure, da se pripravi, ker moraš najprej mrzla voda, vroča voda, temperatura, tretja, precediti, še enkrat tist, zmešati pol skupaj in tako naprej. Tako da, ja, mislim, če pogledamo recimo tole, ne, ali pa tole, je tole seveda lažje. Ne. Tukaj imamo pa čaj 5 zakladov, ker imamo noter po teh elementih sestavljeno, recimo, kaj pa kako deluje. Danes bom se prav prišla dovolj spočita. Ja, tele adaptogeni, ki smo jih dali noter, je predvsem za podporo na nivoju ledvic, se pravi yin energije, tako da ja, v bistvu je za regeneracijo. No. Evo, na zdravje. Tako da evo. Hvala za obisk. Poslavljam. Še pridi.